Hvala lepa. Spoštovane dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Veseli me, da tudi veliko arhitektov tukaj, kar je logično, ste inženirji, smo inženirji. Prijatelj, kolega me je vprašal, kakšen čuden naslov imaš, kaj je to sploh ta oksimoron? Oksimoron, to je bistroumni nesmisel, primeri tega so, se pravi, paradoks, protislovje, to je besedna zveza, ki združuje dva nasprotujoča si pojma. Recimo živi mrtvec, edina izbira, nevidno črnilo, originalna kopija. V enem filmu sem zasledil Military Intelligence, ali pa recimo dobro ime za kakšen čoln bi bil First Love 2, prva ljubezen 2. Tako da zdaj vemo, kaj je oksimoron, ampak zakaj je ta tle v tem naslovu, to bom pa pač razložil kasneje. Projektiranje. Kaj so faktorji projektiranja pri projektiranju? Kateri so ključni faktorji? Poenostavljeno bi lahko rekli, da imamo dinamične in bolj statične faktorje. Statični so sigurno fizikalni zakoni, gradbena zakonodaja, predpisi, standardi, prostorski akti. Dinamični, to je pa recimo stanje tehnike, razvoj družbe, zahteve naročnika. Te odražajo nekako bolj duh časa. Znotraj tega lahko ugotovimo, da gre za pač okolje, družbo in ekonomiko, kar pa je praktično klasična definicija trajnosti oziroma sustainability. Pomen sustainability pomeni ability to sustain, to exist constantly, v slovenščini sposobnost trajno obstajati. Nujno pa je, da so tisti togi faktorji, kot so pač zakonodaja, gradbena, prostorska, da sledi tem trendom, tem mehkejšim faktorjem. Zaradi tega se pač najprej pojavljajo primeri dobre prakse, članki, smernice, konference, temu ne bi sledila tudi zakonodaja. Osveščenost v Evropi je dosegla visoka raven. Tako je tudi nova Evropska komisija in vodja komisije Ursula von der Leyen podala prvo od prednostnih nalog te nove komisije in to je Evropski zeleni dogovor. V tem duhu pa je prispevek nas inženirjev trajnostna gradnja, kot smo danes že slišali. Bistvena sestavina trajnostne gradnje pa je sigurno integralno projektiranje. V angleščini bi temu rekli, oziroma se imenuje integrated design process. Če je integralno projektiranje novo, kaj smo potem počeli do sedaj? A to pomeni, da smo zadnjih 50 let projektirali vse narobe, zdaj bomo pa prav? Seveda ne, sicer ne bi zgradili nič, pa smo kar veliko. Integralno projektiranje samo po sebi ni novo. Je pa uporaba dobrih praks projektiranja ob izkoriščanju tehnološkega potenciala. To smo danes tudi že nekajkrat slišali. Gre za holistični pristop k gradnji v fazi projektiranja. Dejstvo je, da integralno projektiranje odraža duh časa, gradnja je postala bolj zahtevna. To pa zaradi tega, ker so tehnične zahteve višje, predpisi in standardi so danes zahtevnejši in bolj natančni, konstrukcijski sistemi so kompleksnejši, okoljske zahteve so višje, fasade, izolacije, pasivna gradnja. Na splošno se je dvignila kvaliteta prostorov in bivanjsko ugodje. Stanje tehnike se je dvignilo na višjo raven. Projekti in popisi morajo biti bolj natančni. Vsi ti dejavniki ustvarjajo pritisk na naročnika, naročnik naprej na projektanta in kasneje na izvajalca. Razvoj hardvera in softvera in hitrih internetnih povezav je omogočil razvoj BIM-a in digitalizacije. Omogočeno je interaktivno sodelovanje projektantov, s tem pa se je korenito spremenil način našega dela. Uvesti je treba nove procese, potrebni so zmogljivi računalniki in zahtevna programska oprema. To ni le Revit, Navis, Solibri, temveč tudi množica drugih programov. Pri tem potrebujemo sodelavce z znanji in veščinami, katerih projektanti doslej nismo potrebovali. To so predvsem inženirji z znanjem
programiranja znotraj različnih programskih orodij. Seveda se s tem odpirajo možnosti za mlade ali pa mlajše inženirje, katerim je to mogoče bližje. Preko zmogljivih širokopasovnih medmrežnih povezav je omogočeno torej to interaktivno, pogosto sočasno delo deležnikov, predvsem, vendar ne izključno projektantov. Naročniki so lahko glede stanja na projektu, če je tako zasnovan, stalno na tekočem. Interaktivnost pa se dogaja ali znotraj ene hiše, lahko pa tudi znotraj večjih podjetij. Na ta način je omogočena organizacija in koordinacija interdisciplinarnih deležnikov. Nujno je aktivno in proaktivno sodelovanje vseh udeležencev procesa. Interdisciplinarna projektna skupina sprejema odločitve skupaj, analitično in nato nekako demokratično. V to skupino niso vključeni le projektanti, inženirji, vseh strok, arhitekti, temveč tudi naročnik, uporabnik in po možnosti tudi vzdrževalec. Kasneje med gradnjo se tej skupini pridružijo tudi konzultant, nadzor in izvajalec. Omogočeno je sočasno delo na različnih segmentih projekta ter sprotno osnovno preverjanje skladnosti projektov. Pri BIM velja ničelna toleranca za geometrijske napake. Glede na to, da se vse modelira v 3D, kasneje med gradnjo načeloma ni nejasnosti. Popisi so generirani iz modela in so točni. Ker ni neskladje, posledično tudi gradnja cenejša. Samo iz tega naslova ocenjuje tuja literatura prihranke okoli 5 do 10%. Primer, mi smo pred parimi leti projektirali konstrukcijo hotela Intercontinental. Na gradbišče so nas v končni fazi klicali samo enkrat, mogoče dvakrat, pa še to, ker so želeli spremembo. Pri integralnem projektiranju je proaktivna vloga vseh sodelujočih imperativ. In le tako sodelovanje vseh omogoči trajnostno gradnjo, ki pa je v današnjem evropskem klimatsko osveščenem okolju prioriteta. Taki modeli vsebujejo informacijo, inteligenco, ne le military intelligence, in ta omogoča v naslednjih fazah različne kalkulacije, naprimer life cycle stroške ali pa gradbeno fiziko. Projektiranje je postalo s tem bolj zahtevno in bolj kompleksno. Zato moramo projektanti za doseganje teh ciljev danes opraviti več dela, kot recimo pred 20 pa tudi pred 10 leti. In zdi se mi, da je premalo zavedanja, da bo stavba na koncu takšna, kakršno smo jo v bistvu projektanti zasnovali. Investitorji se prepogosto osredotočajo na to, katero podjetje bo gradilo, manj pa na to, katerega projektanta si bo izbral ali pa kakšen bo projekt. Projekt je kljub vsemu osnova za kasnejšo gradnjo. Izvajalec ima pa že po definiciji današnjih razpisov sorazmerno majhen vpliv na ceno in na končno kvaliteto. Zaradi tega, ker je vse določeno pač s projektom, s popisi in specifikacijami. Jasno je, da mora biti izvajalec usposobljen za vsa ta dela, kadre, reference, organizacije, ampak to je pač druga tema. V preteklih letih smo sodelovali z naročniki, ki so bili tako dalekovidni, da so razpisovali projekte v BIM tehnologiji. To so predvsem DARS, DRS in 2TDK, naprimer delali smo projekt Karavanke, zdaj drugi tir. Tak način pa prelaga, to smo danes tudi od inženirja Lenasije slišali že, prelaga ključne odločitve, je premik aktivnosti projektiranja. Ta graf smo danes tudi že od gospoda Lenasija videli, verjetno pomeni to, da je pač resnica. Vidimo pa, smo pa mogoče malo drugače zapisali, se pravi na levi strani modra krivulja določa zmožnost nadzora stroškov. Se pravi, v zgodnjih fazah projekta imamo večji nadzor stroškov in potem te spremembe pa ne povzročajo nekih hudih nevšečnosti. Če gremo pa bolj v desno med gradnjo in takrat delamo spremembe, to pa
vsi vemo, da lahko povzroči kar katastrofalne spremembe na stroške. Zato se morajo pa temu premiku aktivnosti projektiranja pač na naprej prilagoditi tudi ostali deležniki, predvsem naročnik in konzultant v začetnih fazah. Jasno je seveda, da imamo projektanti zaradi takega načina, tudi to je že smo danes slišali, se pravi, imamo dela več, se pa to v kasnejših fazah močno obrestuje. Tudi tale tabelico smo videli danes, vendar mogoče malo z drugačnimi številkami, jaz sem jih majčkeno spremenil. Se pravi, aktivnost projektiranja bo zaradi takega dela, lahko ocenjujemo, da bo dražja za nekih 10 do 25%, gradnja 5 do 10% dražja, ampak to zaradi trajnosti, ne zaradi česa drugega, se pravi kakovosti fasad izolacije. Stroški napak se pa znižajo 10 do 30%, tudi več, če v primeru slabših projektov. Stroški vzdrževanja pa 40 do 80%, v literaturi piše tudi do 90%. Tale slika pa kaže life cycle cost v nekem klasičnem primeru neke stavbe. Se pravi, lahko si zamislimo, da je projektiranje 5%, gradnja ima vrednost 100% in uporaba in upravljanje v življenjski dobi predstavlja še nekaj 400%. Seveda si hitro izračunamo, če se stroški vzdrževanja, upravljanja znižajo za 40 do 80%, kakšni veliki zneski to pomenijo. En primer bi mogoče še navedel, zdaj trenutno projektiramo kopališče Ilirija, kjer je predvidena stavba tako rekoč simbol neke trajnostne gradnje. Izkoriščala se bo geotermalna energija, s katero bomo ogrevali in hladili prostore, fotovoltaična elektrarna na strehi pa bo poganjala toplotno črpalko, razsvetljave in ostale sisteme. Tako da bomo na koncu dosegli skoraj samozadostno stavbo. Obratovalni stroški bodo dejansko minimalni. To priliko izkoriščam še mogoče, se navežem malo tudi na predavanje gospoda Lenasija, in sicer za integralno gradnjo. V zahodnih državah se v zadnjih parih letih pojavljajo tako imenovane zavezniške pogodbe, to so alliance contracts. To pa zaradi tega, ker se v zahodnih državah v resnici projekti oziroma pogodbe po enotnih cenah in na ključ v resnici ne obnesejo zelo dobro. Vse preveč je projektov, katerih investicija je bistveno presežena od predvidene. Zaradi tega se uvajajo zdaj poskusno, mogoče še bolj na začetku, v Avstraliji celo niti ne več, tako zelo dinamične pogodbe, kjer sklenete naročnik in izvajalec in drugi deležniki partnerstvo, zavezništvo. Del tega so pa seveda tudi projektanti in drugi deležniki. Gre za nek bonus-malus sistem, kjer se akceptirajo alternative in se prihranki delijo. Istočasno pa gre tudi za pravočasno reševanje konfliktov in upravljanje in deljenje s tveganji. Prednosti so, kot jih mogoče vidimo tle, varnost investicije, določi se maksimalna višina investicije že na začetku, maksimalni čas gradnje in uporabi se know-how vseh deležnikov, celotnega potenciala vseh, ki pač sodelujejo projektov, in fokus vseh, ki sodelujejo na projektu, je seveda v pozitivnem zaključku projekta. In še ena prednost je tega sistema, dober je za zdravje in za živce deležnikov. Filozofija velja: your success is my success. Tako da na kratko, mogoče samo rekapitulacija tega, kar sem do zdaj povedal, se pravi, gre za duh časa, razvoj tehnike, usklajeno delo, tudi transparentnost je pri BIM projektih pomembna in možna, interaktivnost, izkušnje, osveščenost, priložnosti in pa mogoče tudi razmislek o kakšnih pogodbah. In vse to nam poda trajnostno gradnjo, ki pač je investicija za jutri. Zdaj pa še nekaj o zakonodaji. Za nas projektanti je regulativa kot kuharska knjiga, je recept. Ostalo so sestavine, osnove za projektiranje. Vzamemo recimo en recept,
in sestavine in skuhamo, najprej predjed, idejno zasnovo, drugo predjed, idejni projekt, pa glavna jed, DGT in na koncu, če bo šlo vse v redu, naredimo PIT projekt izvedenih del. Če je recept dober in če so sestavine dobre, seveda tudi če je projektant dober, bo rezultat oziroma jed bo dobra. Če pa uporabimo moderne pristope, kot je integralno projektiranje in trajnostna gradnja, bo jed izvrstna. Pa še za planet bomo storili nekaj dobrega in še Greta bo vesela. Povzamemo lahko, da predstavlja integralno projektiranje en zelo kompleksen, vendar demokratičen recept, proces. Stroke so enakopravne, saj lahko le na ta način dosežemo optimalno in trajnostno gradnjo in najnižje stroške med gradnjo in tudi v življenjski dobi. Zdaj se pa vračam na začetek, na ta bistroumni nesmisel. Pri integralnem projektiranju imamo na eni strani to opisano demokratično high-tech interdisciplinarno sodelovanje, ki izrazito stremi k optimizaciji. Po drugi strani, če pogledamo našo novo gradbeno zakonodajo, ugotovimo, da je predpisana prevladujoča stroka. Inženir Lenasi nam je že malo razložil, kaj pomeni prevladujoča oziroma kakšne vsebnosti ima ta termin. Skratka, to je v direktnem nasprotju z načeli demokratičnega integralnega projektiranja. S tolmačenji pa je zakonodajalec to, recimo, diktaturo projektiranja še dodatno ojačal s tem, ko je nam inženirjem prepovedal vodenje projektov za stavbe. Zaradi tega pojmujem ta dva pojma, torej integralno projektiranje in prevladujočo stroko, v prenesenem smislu, bistroumnem smislu, pri čemer je integralno projektiranje verjetno sigurno bistroumno, prevladujoča stroka pa nesmisel. Zdaj pa še na ta naslednji del predstavitve, mogoče bolj zabaven ali pa interesanten, aplikacija integralnega projektiranja pri projektu drugega tira Koper Divača. Najprej vesela novica, mi smo predvčerajšnjim oddali dokončno kompleten projekt, vsega skupaj je celoten konzorcij sproduciral 5200 načrtov, risb, kar pomeni 173 fasciklov, en izvod predstavlja približno 2 kubična metra. Povedati je treba, da smo se temu integralnemu projektiranju mogoče le približali na primeru Koper Divača, saj je bila naša naloga izdelava PZI-ja. Predhodno, kot vidimo na sliki, je bilo pa izdelanih res še veliko drugih zadev, kot so zasnove, študije, raziskave, je bilo ogromno projekti, IP, PGD. Tako da smo pač samo ta vrhen del ledene gore upravili v smislu nekega integralnega projektiranja. Projektna skupina kot taka je bila zelo kompleksna. Ocenjujem, da je na projektu delalo preko 200 oseb, strokovnjakov, v špicah tudi več. Samo pri nas je v zadnjem času na tem projektu delalo preko 50 oseb. V osnovi smo bili partnerji trije SŽPP, IRGO in naše podjetje LEC. IRGO in mi smo bili pristojni za predore in seveda za traso je bilo pristojno seveda podjetje SŽPP. Mi smo koordinirali izvedbo BIM in organizacijske zadeve, sicer so bile pa odločitve določene vzajemno. Imamo še nekaj nominiranih podizvajalcev za zelo pomembne sklope. IBE za elektrostrojno opremo, ILF iz Avstrije za prezračevanje, PAB za signalno opremo, ESICO in DIS za verifikacijo TSI, ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje Krasa, za kraške pojave. Kras je namreč eden od večjih izzivov celotnega projekta. Ta projekt je mogoče en zelo primeren projekt, ker je težko ali pa nemogoče določiti prevladujočo stroko. To, kar smo danes tudi že slišali. Po eni strani je traser potegnil vizionarsko trajnostno traso, po drugi strani pa imajo predori največji vpliv na ceno, na količino dela in tudi na nek način dela in tudi na železniško infrastrukturo. Katera stroka je sedaj prevladujoča?
Na tem mestu želim pa še nekaj povedati. Nekateri se ukvarjajo s tem projektom recimo preteklo leto, nekateri smo zraven že 10 let in nekaj več. No, le ena oseba je pa na tem projektu prisotna že preko 20 let. To je gospod Edmund Škerbec iz podjetja SŽPP. Lahko bi ga imenovali človek enciklopedija drugi tir. Hvala, Edi. Glede na izjemno kratek čas izdelave projekta je bila potrebna učinkovita organizacijska struktura in sama organizacija. Imeli smo redne tedenske sestanke na več nivojih in sestanke z predstavniki naročnika 2TDK in konzultanta DRI. Poudariti moram, da ima naročnik trenutno izjemno močno strokovno skupino, ki pokriva ključne dele projekta. To so med drugim strokovnjaki za predore, za viadukte, za nadzor, za organizacijo projekta, železniško opremo in za železniška gradbena dela in za BIM. Naročnik je bil poleg tega v stalni navezi z bodočim uporabnikom Slovenskimi železnicami. Tudi vodstvo družbe 2TDK ima direktorja, ki ima ogromno strokovnega gradbenega znanja z področja železniške infrastrukture. Tak strokovni tim je na strani naročnika omogočal, da je naše delo, celotno delo potekalo kontinuirano in da so ključne odločitve, katerih je bilo zelo veliko seveda, prihajale izjemno hitro in učinkovito. V bistvu nas je projektante vse presenetilo, da je ta tim naročnika tako hitro in uspešno sledil našemu bliskovitemu projektiranju, katero je moglo biti glede na kratek rok. Ampak s tem sodelovanjem je bilo zagotovljeno, da je potekalo vse znotraj pogodbenih rokov. Proces izdelave tako kompleksnega in velikega infrastrukturnega projekta z elementi integralnega projektiranja in v BIM metodologiji je zahteval postopek za temi opisanimi glavnimi koraki. Na začetku je bilo najbolj zahtevno postaviti strukturo BIM projekta, potem smo poimenovali modele, pripravili smo georeferencirane podloge, pripravili parametrizirane BIM elemente znotraj teh podlog, temu je sledila priprava skript, to so programi znotraj orodij, ki določajo pravila za uporabo posameznih elementov glede na vhodne podatke. To je tisti segment, ko sem rekel, da potrebujemo projektanti nova vedenja, več drugačne vedenja, kot smo jih potrebovali doslej. In se tako, ta del se ne bom preveč natančno opisoval, ampak ta del BIM projektiranja je šel naprej vse do konca, kjer se je sestavil celoten model in preverilo neskladje in povezalo z popisom. Zdaj tako za lažjo predstavo, za projekt je bilo zmodeliranih 530 podmodelov. To so posamečne koščki, naprimer notranja bloga za en predor, za drug predor, ali pa odvodnjavanje za en predor in vozna mreža za posamezne. Potem so se te podmodeli združevali v modele za objekt, tako da so bile to neke logične celote objektov. Naprimer, predor T1 je bil en model za objekt, predor T2 drugi in tako naprej. Plato svoj, vodohran svoj. Na koncu smo pa teh modelov je bilo 33, na koncu smo pa te modele združili v en enovit model, v končni model in ta predstavlja celoten projekt. V toku dela smo opredelili tudi cilje v smislu digitalizacije, nekatere, ki jih vidimo zdaj, smo v fazi projektiranja izpolnili, nekateri bojo pa izpolnjeni v fazi gradnje in potem na koncu v PID-u v fazi, ko bo gradnja zaključena. Eden pomembnejših delov projekta so bila pa geološko-geomehanska izhodišča. Na začetku procesa se je za celotno traso začel izdelovati geološko-geomehanski tridimenzionalni BIM model, ki vsebuje vse raziskave, vse informacije, katere so bile do zdaj upravljene in teh je bilo res veliko.
Paralelno s tem se je napravila zelo obsežna geološko-geomehanska reinterpretacija vseh raziskav in poenotenje parametrov. To je seveda bistveno za izračune pri projektiranju, nadvse pomembno je pa tudi to za razpis in to je mogoče tudi najboljša preventiva pred kasnejšimi zahtevki izvajalcev. Jasno je tudi to, da geološko tveganje prevzema naročnik. Še 4 sem dobil, ampak jaz sem še 5 od gospoda, ki je bil prej ostal, tako da. Tako da grem zdaj kar naprej na predstavitev mogoče samih slik z projekta. Levo zgoraj vidimo leto 1954, ko ni bilo še prav nič od Luke Kopra, potem se je začela razvijati do desne slike, kjer je večina Kopra pravzaprav luka. Ta situacija kaže, da je Divača na nadmorski višini 435 metrov in to višinsko razliko je bilo treba prebroditi. Obstoječa trasa z rumeno ima 44 km in vidimo, da je še kar zvedižena. Tukaj imamo tudi črnokalski nariv. Dolžina cele trase je 27 km, nove trase, stara je kot rečeno 44, od tega je v predorih 20 km, skupno pa imamo v predorih 37 km predorskih cevi. In seveda premoščamo teh 430 metrov višinske razlike za 17 promili vzdolžnega sklona. Investitor je podelil ta projekt na 3 sklope, na 2 gradbena sklopa, sklop 1 in sklop 2. Sklop 1 vidimo sta predor T1 in T2 in sklop 3 so ostali predori, sklop 2. Sklop 3 je pa potem celota tehnična oprema, elektrostrojna oprema, vozna mreža in tista finalizacija, recimo temu tako. Na prejšnji sliki še nisem razložil, mi imamo pač na desni strani 2 dolga predora, ki sta dolga preko 6 km, to je T1 in T2, čisto na levi je T8, ta je okoli 4 km, vmes imamo pa še 6 drugih krajših predorov, 300 do 2 km dolžine. Pa še to vidimo, da je T1, T2 in T8 je v bistvu bosta izdelani 2 cevi, glavna cev in servisna cev, ki pa istega profila kot glavna cev in omogoča dvotirnost. Poenostavljena geološka karta in izzivi. Tale oker barva predstavlja apnenec, se pravi T1 in T2 se nahajata pretežno v apnencu in tukaj imamo seveda tudi največji izziv, to so pač kraški pojavi, pričakujemo lahko na vsakih 100 metrov nek kraški pojav, večji ali manjši. Zahtevno je tudi hidrogeološke razmere z visokim vodostajem in hidrodinamiko. V enem dnevu se lahko voda dvigne tudi za več desetin metrov. Potem je pred Škofijskim potokom imamo samo 1,5 metra nadkritja in pa prečenje pod avtocesto, kar bomo pa videli na kasnejših prizorih. Tukaj vidimo ta varnostni koncept, mogoče je bistveno to, da se tle vidi, da imamo pač glavna trasa, glavne cevi in servisne cevi in te so povezane s prečniki, 13 prečnikov z glavno cevjo. Tukaj v T8 je podobna situacija, s tem, da imamo 7 prečnikov. T4, ki dolžine 2 km, ima 2 izhoda vselih direktno na površje in tudi T7 enako. Zdaj pa še par prizorov iz projekta, se pravi, to je ta slavni Glinščica viadukt 1. Bistvo tega je mogoče tle izgleda nekako čudno, ampak ta viadukt mora biti zaprt, tako da mi predora T1 in T2 medsebojno, kar se tiče požara in prezračevanja, povezujemo zaradi optimizacije sistema prezračevanja. To je ta galerija Glinščica in potem še ta drugi viadukt Glinščica, upam, da bojo kmalu dela vdana. Tukaj vidimo portal, koprsko stran portala T2, na levi je glavna cev, na desni pač trenutno servisna cev, ki bo pač kasneje tudi dvotirnost. Na sredini imamo umeščeno pogonsko centralo,
kar je optimalna lokacija zaradi tega, ker bo to itak že skopano, plus poti do cevi so najkrajše. Tukaj je ta prizor za tema dvema viaduktoma, črnokalskima. Karakteristični prečni prerez na T1 in T2, na levi strani vidimo nedreniran, to pomeni, da je vodotesen, zaradi tega sprejemamo tudi ogromne oziroma velike vodne pritiske. Debelina notranje obloge je 40 do 60 cm, armirana, močno armirana. Dreniran prerez na desni strani je pa klasičen prerez pri predorih, kot smo jih videli tudi že na Semeringu. Tudi profil je podoben kot na Semeringu. T3 do T7 pa v resnici tudi T8 imajo, tako kot sem že rekel, klasičen profil dreniranih predorov. Omogočena je dvotirnost, kot sem že prej omenil, se pravi, zdaj bodo zgrajeni servisne cevi T1 in T2, kasneje bo pa povezava, kar se predorov tiče, še napravljen tukaj, s tem, da se bojo ti 4 predori združili v en predor, ker so pač pobočni predori in bojo bolj globoko pobočju in bo pač popolnem nadkrito. Še par slik iz portalov, to so pa renderji. T7 iz koprske strani, T3 koprska stran, T4 divače, tu vidimo, da imamo umeščeno tudi pogonsko centralo. To je pa en filmček, ki smo ga generirali iz BIM modela. Gremo pa iz predora T4 v T5 in T6, katere smo sedaj povezali za eno predorsko galerijo, zaradi geoloških razmer je bilo treba to narediti in potem pridemo ven na portal T6 koprska stran. Bistvo tega filma je ta, da je dejansko generiran iz BIM modela, se pravi vse, kar je tle not, je zmodelirano v projektu. Zdaj pa še par prizorov iz generiranih slik ali iz BIM modelov, se pravi, ta je bil združen BIM model, ki smo ustavili vse noter, zdaj malo prozorjen, zato da se pač vidi vse elemente. Izstopna cev, to so te izstopne cevi na površje, zato da ne potrebujemo še druge cevi, ker je pač površje dokaj blizu. In še digitalni model portala T5 divača, plato med predori in na koncu, če bo vse po sreči in ko bo zgrajen drugi tir, se bomo vsi veselili in pojedli sladico v obliki projekta izvedenih del. Hvala lepa.